Pol pa bi prosil dr. Betka Logar, da se pripravi za predavanje. Vprašanja bi postavljali takoj po predavanjih, tako da v sklopu tega predavanja imajo tudi predavatelji dovolj časa, da odgovorijo na vsa morebitna vprašanja. Betka, izvoli. Hvala, Jože. Se vidi moja prezentacija, jo vidite? Vidimo. Vidite, hvala. Bom začela na začetek. En lep dober dan, tudi v mojem imenu. Lepo pozdravljeni zopet pred različnimi elektronskimi napravami. Pač čas je tak, ampak zdaj bomo imeli tudi posneto in bo tudi posnetek za tiste, ki se ne bi morali niti v živo, niti prek različnih elektronskih povezav pridružiti nam. Predstavitev je predvsem namenjena prikazu, kako priti do plemenskih vrednosti, napovedi plemenskih vrednosti na portalu govedo.si, ki ga vodimo na Kmetijskem inštitutu Slovenije. Seveda, pač tukaj gre čisto za golo tehnično predstavitev, za lažje razumevanje teh prikazov, pa bom na začetku povedala tudi nekaj o samih plemenskih vrednostih, ki jih bomo potem videli pri teh prikazih. Povejmo nekaj definicij za začetek, kaj pravzaprav je plemenska vrednost. Plemenske vrednosti predstavljajo genetski potencial živali za posamezno lastnost. Vemo, da je pač to, kar pri neki živali vidimo, izmerimo, je rezultat na eni strani genetskega potenciala, genotipa in okolja, v katerem ta žival prireja, proizvaja in seveda morebitne interakcije med genotipom in okoljem. Zdaj, če se povrnemo nazaj k plemenskim vrednostim, prave plemenske vrednosti ne poznamo. Z različnimi metodami pa jih poskušamo čim bolj točno oceniti oziroma napovedati. In kot merilo za to točnost ocene oziroma napovedi plemenske vrednosti uporabljamo izraz točnost plemenske vrednosti, ki ga tudi najpogosteje označujemo z R. Bomo kasneje tudi to oznako videli pri prikazu. Predstavlja pa točnost plemenske vrednosti korelacijo med pravo, to plemensko vrednostjo, ki jo pač ne poznamo, ki jo ne moremo izmeriti, in to, ki smo jo z določeno metodo ocenili oziroma napovedali. Obstaja več različnih metod obračuna plemenskih vrednosti. Uporabo oziroma katero metodo obračuna lahko uporabimo, pa je najpogosteje pogojeno z podatki, ki so na voljo za ta obračun. Pojdimo na prvo skupino plemenskih vrednosti, in sicer so to plemenske vrednosti, ki jih imenujejo tudi plemenske vrednosti na podlagi rodovniških podatkov. Najpogosteje jih poimenujemo kar klasične plemenske vrednosti. Za izračun teh plemenskih vrednosti potrebujemo fenotipske podatke, to se pravi meritve, ocene naših živali in seveda podatke o poreklu živali. In sicer na podlagi porekla živali izračunamo pričakovano sorodstvo med živalmi, potem pa to pričakovano sorodstvo, oceno pričakovanega sorodstva uporabimo v napovedovanju klasičnih plemenskih vrednosti. Naslednja skupina plemenskih vrednosti so plemenske vrednosti imenovane povprečje staršev. O teh plemenskih vrednostih bo potem kasneje Klemen več povedal, jaz jih tukaj samo omenjam. In sicer jih izračunamo kot povprečje klasičnih plemenskih vrednosti staršev, gre za enostavno povprečje. Te plemenske vrednosti so predvsem aktualne pri mladih živalih, ki še nimajo lastnih fenotipskih podatkov, niti podatkov o genomu, to se pravi genotipskih podatkov. Najpogosteje se
te plemenske vrednosti povprečje staršev uporabljajo pri izboru kandidatnih živali za genotipizacijo, za genomsko selekcijo. Značilno za te plemenske vrednosti je, da imajo nizko točnost, to se pravi, je pač verjetnost, da bo pač, oziroma točnost, da bomo take rezultate kot, oziroma vrednosti, kot jih plemenske vrednosti, kot so plemenske vrednosti povprečja staršev, da take plemenske vrednosti pričakujemo pri pač potomcih živalih, ki jih odbiramo na podlagi teh plemenskih vrednosti, je v bistvu točnost oziroma verjetnost teh pričakovanj zelo nizka. Vseeno pa imamo pač neko mero, ki nam lahko služi pri selekciji na določeni stopnji. Naslednja skupina plemenskih vrednosti so pa tako imenovane genomske plemenske vrednosti. Če so do pred dobrega desetletja v selekcijskem svetu oziroma na področju selekcije v živinoreji prevladovale klasične plemenske vrednosti, so pa že dobro desetletje genomske plemenske vrednosti tiste, ki usmerjajo selekcijo v živinoreji v zadnjem desetletju. Že samo ime genomske nam pove, da gre tukaj za napoved plemenske vrednosti na podlagi podatkov o genomu živali. To se pravi, so te informacije nujne, da se lahko žival vključi v obračun genomskih plemenskih vrednosti. Seveda pa informacije genoma, to se pravi samo rezultati analize genoma v laboratoriju niso dovolj, ampak so potrebni tudi fenotipski podatki. Zakaj pri obračunu genomskih plemenskih vrednosti potrebujemo fenotipske podatke? Potrebujemo jih, da lahko kreiramo oziroma osnujemo tako imenovano referenčno populacijo, ki jo sestavljajo živali, ki imajo na eni strani znane informacije o genomu, genotipske podatke, na drugi strani pa tudi fenotipske podatke, to se pravi podatke, ki smo jih prej omenili, da jih potrebujemo za obračun klasične plemenske vrednosti. In sicer na podlagi tako informacij o genotipu, kot tudi fenotipskih podatkov, ocenimo učinke posameznih genetskih označevalcev, to se pravi informacij, ki smo jih dobili z analizo genoma, potem pa nam te ocene učinkov služijo za napoved plemenskih vrednosti v testni populaciji, to se pravi v populaciji živali, ki jih genomsko testiramo. So pa za osnovanje referenčne populacije določene zahteve, da jo sploh lahko osnujemo, oziroma da so te ocene učinkov dovolj zanesljive, da lahko naredimo obračun genomskih plemenskih vrednosti. In sicer mora biti referenčna populacija dovolj velika in pa tudi genetsko povezana s populacijo živali, ki jih želimo napovedati plemenske vrednosti, torej z testno populacijo. Referenčno populacijo je potrebno tudi stalno dopolnjevati in obnavljati z živalmi iz mlajših generacij, prav zato, da se ta genetska povezava vzdržuje oziroma nadgrajuje. Mora biti pa, kot smo rekli, referenčna populacija tudi dovolj velika in prav dovolj velika referenčna populacija in pa njeno redno posodabljanje sta ena največjih izzivov pri majhnih populacijah. Majhne populacije, kot so tudi vse tri slovenske populacije, tako populacija mlečne, črno-bele pasme, kot tudi kombiniranih rjave in lisaste, ki nas danes še posebej zanima. Zdaj, vsaka od teh populacij to približevanje obračunu genomskih plemenskih vrednosti na svoj način poskuša rešiti. Prav zaradi te majhnosti za nobeno od teh populacij še nimamo čisto pravega obračuna genomskih plemenskih vrednosti. Najbližje sta črno-bela in rjava pasma pri nas. Za
te dve pasmi imamo trenutno v teku tudi projekt Intergenomics, ki bo pomagal zgraditi to referenčno populacijo. Pri lisasti pasmi, ki v ta projekt ni vključena, je pač sama pot nekoliko drugačna, in sicer je slovenska lisasta pasma vključena v skupni nemško-avstrijsko-češki obračun genomskih plemenskih vrednosti, kjer se te plemenske vrednosti pač za naše živali obračunavajo na podlagi referenčne populacije za prej omenjene populacije, torej za nemško, avstrijsko, češko, ne pa za slovensko lisasto populacijo. Zakaj so genomske plemenske vrednosti tako aktualne oziroma zakaj se tako množično uporabljamo? Ključno pri genomskih plemenskih vrednostih je, da se pri tem obračunu bistveno poveča točnost plemenske vrednosti za mlade živali, ki še nimajo lastnih fenotipskih podatkov. Če je pri povprečju plemenske vrednosti staršev, ki smo jo omenili na začetku, dosežena točnost lahko tja okrog 0,30, se pri genomskih plemenskih vrednostih za mlade živali, ki so ravno tako brez fenotipskih podatkov, vendar so vključene v genomski obračun, za njih poteka genomski obračun. Tukaj lahko dosežene točnosti 0,50 in zdaj v zadnjem času, ko so se te metode izpolnile, pri tako imenovanem enostopenskem obračunu, srečamo tudi že točnosti 0,70 ali celo več. In prav zaradi tega je mogoča dokaj zanesljiva, zelo zgodna odbira živali, bistveno bolj zgodna, kot je bila takrat, ko smo imeli samo klasične plemenske vrednosti. Na ta način pa se zelo skrajša generacijski interval. Vemo pa, da je generacijski interval eden ključnih faktorjev za hitrejši, če je krajši generacijski interval, za hitrejši genetski napredek, ali pa za počasnejši, kadar recimo, ko imamo pri klasičnih plemenskih vrednosti, pri klasičnem obračunu plemenskih vrednosti, recimo pri govedu generacijski interval 5-6, lahko tudi še več kot 6 let. Torej se v genomski selekciji oziroma pri genomski selekciji genetski napredek lahko bistveno poveča, je bistveno hitrejši in v razvitih govedarejskih populacijah oziroma v populacijah, kjer poteka genomska selekcija zelo intenzivna, v velikih populacijah, ki so bile sposobne zelo hitro osnovati referenčno populacijo, poročajo o enkrat oziroma celo več kot podvojenem genetskem napredku s tem, ko so uvedli genomsko selekcijo v primerjavi z prejšnjo klasično selekcijo. Povejmo še enkrat nekaj besed o točnosti oziroma nekako o kakšna je ta interval točnosti glede na različne omenjene plemenske vrednosti. Točnost plemenske vrednosti živali se poveča, ko v obračun vključimo njene lastne fenotipske podatke oziroma fenotipske podatke sorodnikov živali. Tukaj govorimo o klasičnem obračunu plemenskih vrednosti, seveda pa se točnost poveča tudi, ko vključimo v obračun genomske podatke živali. Več o samih plemenskih vrednostih in pa bolj podrobne razlage pa so tudi v članku, ki je bil objavljen v septembrski reviji Lisasto govedo, tako da če koga zanima, naj prelista to številko lisastega goveda. Zdaj pa pojdimo v drugi del te predstavitve na
predstavitev plemenskih vrednosti oziroma kako priti do različnih plemenskih vrednosti na portalu govedo.si. Vsi rejci imate dostop ki ste vključeni v rejski program za lisasto pasmo ali pa za katerokoli drugo pasmo goveda v Sloveniji seveda, imate dostop do podatkov o vaši čredi na portalu govedo.si. Potem, ko se prijavite po končani avtorizaciji, pridete do prikaza tako imenovane osebne izkaznice kmetije, kjer imate pač te podatke, predvsem vezane na kontrolo prireje mleka za zadnje obdobje. Imate pa tudi na levi strani, ne vem, če vidite miško, na levi strani v meniju tudi pregled živali na kmetiji. In zato, da bomo prišli do plemenskih vrednosti oziroma da pridete do teh prikazov, izberete ta pregled živali na kmetiji. Pregled nudi ožji izbor, vendar mi za pač naše potrebe ne bomo dali dodatnih zahtev. Tukaj sem izbrala pač demonstracijsko kmetijo, do teh podatkov imamo, oziroma do tega prikaza imamo vsi dostop, niti ni potrebna avtorizacija. Pojdimo naprej. Ko smo aktivirali prikaz živali na kmetiji, dobimo seznam živali, aktivnih živali na kmetiji, in sicer je za vsaka žival je prikazana v eni vrstici. Tukaj vidimo, da imamo pač tudi oznake, recimo LA, to pomeni povezavo na podrobnejše podatke o laktaciji živali, potem naslednja kratica OS. Tukaj, če kliknemo na te dve črki, se nam bo ponudil nadaljnji pregled plodnosti živali, potem preverjanja porekla in tako naprej. Nas pa danes zanima predvsem prikaz, do katerega pridemo, če se postavimo na identifikacijsko številko živali, in sicer se nam tukaj ponudi nadaljnji pregled prikaza izpis kataloga živali. Tukaj sicer si ne bomo pogledali prikaza za kravo čaplo, ki je prva v vrsti, ampak za tretjo kravo, ki je lisaste pasme. Tukaj gre za kravo z imenom Cula. Ta prikaz je sicer zvezen in mislim, da je na treh straneh. Jaz sem naredila take manjše slike, zato da je bolj pregledno. Sicer na vrhu tega prikaza kataloga živali so najprej ti osnovni podatki o živali, datum rojstva in pa podatki o poreklu živali z plemenskimi vrednostmi za starše in stare starše. In sicer so te plemenske vrednosti za lastnosti mlečnosti. Spodaj pa so navedene, spodaj v pregledu pa vidimo, lahko pregledujemo plemenske vrednosti po sklopih lastnosti, in sicer so najprej čisto na vrhu skupni selekcijski indeksi za obe usmeritvi, potem pa lastnosti mlečnosti, sledi zdravje, dolgoživost in tako naprej. Mi se tukaj samimi plemenskimi vrednostmi oziroma samimi lastnostmi tukaj se ne bomo zadrževali, ampak bi vam predvsem rada predstavila, kako do teh informacij pridemo. Kaj imamo v tem prikazu? Torej, najprej so navedene lastnosti, potem interval, v katerem se določena lastnost spremlja oziroma ocenjuje, oziroma enota, s katero se spremlja. Naslednji stolpec je točnost napovedi plemenske vrednosti, ki sledijo na desni strani. Potem N je število meritev oziroma število ocen pri posamezni živali, potem povprečje, fenotipsko povprečje, to se pravi
fenotipsko to, kar je bilo izmerjeno oziroma ocenjeno, in potem pod PV so plemenske vrednosti, klasične plemenske vrednosti ali katere druge, pač same absolutne plemenske vrednosti. Pod PV12 v tem stolpcu pa imamo standardizirane plemenske vrednosti, ki so standardizirane ki so prikazane oziroma tudi standardizirane na intervalu od 64 do 136 in so prikazane tudi grafično potem na desni strani. Zdaj, če si tale prikaz še enkrat pogledamo kot celota, vidimo tukaj pod en podatke o številu meritev oziroma ocen. To se pravi, tukaj imamo podatke za žival, torej so te plemenske vrednosti klasične plemenske vrednosti in v obračun so bile vključene torej meritve in pa ocene pri tej živali. Vidimo tukaj pri mlečnosti številko 26, tukaj je število dnevnih kontrol, ki so bile pri tej kravi vključene v obračun. Zdaj, če na hitro preračunamo, verjetno je ta krava nekako v tretji laktaciji, to sklepam iz števila kontrol. In na levi strani imamo točnost. Pojdimo zdaj na naslednji prikaz. Tukaj pa sem pripravila prikaz kataloga živali za bikca, nekaj mesecev starega bikca, ki je trenutno v vzrejališču za lisasto pasmo v Murski Soboti. Najprej podatki o poreklu in potem plemenske vrednosti. Povsod je prikaz in pa vrstni red lastnosti enak. Ponekod vidimo tudi, da za določene lastnosti, ki so navedene na levi strani, ni informacije. Ta prikaz je namreč pripravljen za vse tri pasme, to se pravi za mlečno in kombinirane. In če pri določeni pasmi določene lastnosti ni, pri tej pač je to mesto, ta vrstica prazna, enako je tudi, kadar določena lastnost še ni obračunana. Zdaj, če si pogledamo same podatke oziroma rezultate, ki so prikazani na tem prikazu, vidimo, da je v večini v stolpcu N, to se pravi v stolpcu, kjer je prikazano število meritev in ocen pri živali, prazno. Torej, tukaj razumljivo, tudi ker smo na začetku si pogledali, če smo si pogledali staro živali, gre za nekaj mesecev starega bikca, ta bikec nima še lastnih fenotipskih vrednosti, niti fenotipov svojih potomk, ampak gre tukaj za genomske plemenske vrednosti, ker gre za lisasto pasmo, so to plemenske vrednosti, ki so prišle iz tega nemško-avstrijsko-češkega obračuna. In na ta način boste rejci, ki ravno tako dajete živali v genotipizacijo v Nemčijo in želite priti do napovedi genomskih plemenskih vrednosti po sistemu, ki je v rabi pri lisasti pasmi, prišli do napovedi genomskih plemenskih vrednosti na tej tuji populaciji za vaše živali. Običajno so ti podatki na voljo kakšen dan potem, ko so ti podatki v Nemčiji objavljeni. Mogoče bi pojasnila še ta prvi del. V tej nemško-avstrijsko-češki populaciji za mlečnost podajajo samo absolutne plemenske vrednosti, zato tukaj nimamo grafičnega prikaza, ampak so pač tukaj vrednosti 100, zato ker je pač ta grafični prikaz narejen za vse pasme, medtem ko pa za ostale lastnosti izračunavajo oziroma podajajo samo standardizirane plemenske vrednosti. In tako so tudi pri nas prikazane. Zdaj, če povzamem te
oziroma še enkrat se dotaknem, katere plemenske vrednosti boste našli na portalu Govedo.si v povezavi z tem, katere plemenske vrednosti že obstajajo pri posamezni živali. Zdaj, za samo plemensko vrednost povprečja staršev sem tukaj uporabila nekako tako osenčen prikaz, ker se rutinsko še ne prikazujejo na portalu Govedo. Medtem pa tudi danes smo srečali genomske plemenske vrednosti in pa klasične plemenske vrednosti. Zdaj, če ima žival obračunano samo plemensko vrednost povprečja staršev, potem se bo prikazala samo ta plemenska vrednost. Ko ima genomsko plemensko vrednost, torej samo genomsko plemensko vrednost ali pa dodatno k povprečju staršev tudi genomsko plemensko vrednost, boste na prikazu katalog živali imeli genomske plemenske vrednosti. Kadar pa so poleg genomskih tudi klasične plemenske vrednosti, pa bodo tam prikazane klasične plemenske vrednosti. Tukaj bi opozorila še na to, da se na katalogu živali vedno prikazujejo le zadnje obračunane plemenske vrednosti. Medtem ko, kadar bodo zanimale rezultati plemenskih vrednosti iz prejšnjih obračunov, mogoče tudi iz prejšnjih let, pa so te informacije na voljo na spletni strani kolegov z Biotehniške fakultete, kjer plemenske vrednosti tudi obračunajo. Tam imajo podatkovno skladišče, kjer lahko po različnih kriterijih te plemenske vrednosti pregledujete. Tako, prišli smo na konec moje predstavitve. Če nekako povzamem, smo si ogledali, kako na portalu Govedo poiščete informacije o aktualnih plemenskih vrednosti za živali v posamezni čredi. Naj še enkrat poudarim, da so vedno prikazane le plemenske vrednosti, ki so obračunane zadnje oziroma so zanesljivejše. Hvala, da ste me spremljali, bom pa z veseljem seveda odgovarjala na morebitna vprašanja. Metka, hvala lepa. Tudi prej sem pozabil povedati, lahko tudi vprašanje napišete v chat. Če ima kdo kakšno vprašanje, prosim. Ja, Jože, se slišimo? Ja. Jaz bi vprašal, zakaj nimamo možnosti aktualnih genomskih plemenskih vrednosti že tam na živali, seznam živali, klikneti po tisti moder G, ko imamo genotipizirane moške pa ženske živali. Mislim, da je to čisto enostavno tam z nekim računalniškim programom narediti in je dostop čisto enostaven. A pa absolutno mora biti osvežitev vsake 4 mesece, ko Avstrijci pa Nemci osvežujejo genomske plemenske vrednosti. Zdaj ne vem, mogoče, jaz sem sicer že zaprla, ampak bom šla še enkrat nazaj, zato da vam bom tole lažje povedala. Sem da tole... Aha, zaprta je. Lejte, v bistvu ta G pomeni, ta informacija G pomeni, da je bila žival genotipizirana. Če ima MIU, tam zraven, če je ta mi črka, pomeni, da ima rezultate za mikrosatelite. To se pravi, da ima informacijo za mikrosatelite. A ne, bomo samo da... Ok. Sploh ne... Zelo čudno se mi tole šeranje obnaša, ampak vseeno... Ok. Enostavno ne bom vam jemala časa, ampak sploh grem v šeranje in ne vidim aplikacije. Ampak, če se bomo spomnili nazaj pri sami predstavitvi, je v vrstici, kjer sem izbrala ta katalog živali, je bilo na levi strani ta G. A se razumeva? Ja, moder. Tako.
Takoj desno imamo pa katalog živali in v bistvu prav do tega, kar ste si želeli, prav do tega, kar ste omenili v vprašanju, če sem ga prav razumela, pridete na ta način, pač samo tam zraven na žival kliknete. Enako, v bistvu, ravno tako boste do plemenskih vrednosti prišli tudi za očeta ali pa mater, če bi se desno pomaknili na temu seznamu živali na kmetiji. Ta G pa pomeni, da za žival obstajajo genomske informacije oziroma, če je mi, da so informacije o mikrosatelitih. Tam se vam zraven lahko pojavi še en sonček, ki pa pač, če imate pa tam zraven sonček in se kliknete na njega, se vam pa odprejo, ker za določene živali obstajajo tudi določeni dokumenti, lahko je dokument o preverjanju porekla ali pa kakšen drug in boste na ta način prišli do arhiva teh dokumentov. Zdaj, kar se tiče osveževanja genomskih plemenskih vrednosti za lisasto pasmo, obračun genomskih plemenskih vrednosti se izvaja v Nemčiji vsak mesec. Vsak mesec okrog 20. ne me držati za besedo, kdaj je, in recimo 21., 22., 23. boste imeli že te rezultate dosegljive na način, ki se vam ga prikazala. Sem odgovorila na to vprašanje ali Andrej, si zadovoljen z odgovorem? Bom preveril, pa bom videl, če je tako, ja. Zdaj bomo pa tako sredo še jutri rekli na sestanki. Še kdo? Kakšno vprašanje? Betka, zdaj upam, da boš uspela ta kratka navodila predstaviti tudi v reviji Lisasto govedo, da bomo imeli tudi bolj širok krog pokrit. Drugače še enkrat hvala za predstavitev, pa bi prosil gospoda Petra, da štarta s prvim predavanjem.